Na najtežji dirki na svetu, ki je dolga kar 9000 km in je letos prečila Peru, Bolivijo ter Argentino, je Marčič imel kar nekaj tehničnih težav. Na motociklu namreč uničil eno verigo, počil cev oljne črpalke, polomil zobnik, posledično je moral motocikl enkrat celo potiskati v cilj, drugič pa ga je sotekmovalec iz Srbije celo privlekel čez ciljno črto. Na dolgi preizkušnji relija Dakar je okusil tudi resen padec pri hitrosti blizu 100 km/h, vendar brez hujših posledic. Neprespana noč zaradi popravila motocikla pa je poskrbela, da se je edini Slovenec na slovitem reliju izgubil in kar 100 km vozil v napačno smer. Prihod v cilj je bil za Marčiča pravo olajšanje. Ko sem se glih vstal po 18 urah spanja, čeprav sem 4 ure spal, tako da super. Letošnji reli je bil še posebej zahteven, saj je več etap kot običajno potekalo po neugodnih sipinah, ki zraven fizičnega napora zaradi svoje prostranosti zahtevajo tudi izjemno psihično pripravljenost dirkača. 100 kilometrov jih je bilo, eni parkrat sem se vstal na vrhu, da sem malo zadihal, pa pogledal okolje, pa res sam srednjiče si, ne vem. Prav zaradi zahtevnosti dirke je za mnogi dirkače že uspešen preboj do cilja osebna zmaga. Marčič je letos odvozil svoj 4. Dakar in se drugič uspel prebiti do cilja. Najlepše je bilo priti v cilj, to je bil cilj pred začetkom, pa to je na koncu ratalo, tako da second time. Mariborčan Simon Marčič je tako po lanskem neuspelem poskusu letos veliko bolj zadovoljen kljub težavam z motociklom, ki jih je imel med dirko. Težave je namreč moral odpravljati sam, saj že vse od svojih začetkov na reliju Dakar tekmuje v razredu Original Class, pri katerem je prepovedana kakršnakoli pomoč mehanikov. Marčič je v zahvali po končanem Dakarju spomnil tudi na to, da bo za prihodnje izzive potreboval nov motocikl, saj je dosedanji od ostalih motociklov teži kar 25 kg in tako praktično nekonkurenčen.